Pozdravljeni. Beseda alergija danes uporabljamo skoraj za vsem. Če nas srbi koža, če nas po določeni hrani napihne, če nam poleti teče iz nosu ali če se preprosto ne počutimo dobro. A alergija ni vedno tisto, kar mislimo, da je, in tudi vsi pozitivni alergijski testi še ne pomenijo, da smo res alergični. Dileme nam bo pomagal razrešiti moj današnji gost, profesor dr. Mitja Košnik, specialist interne medicine in pnevmologije iz bolnišnice Golnik. Pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan. Ali je alergija postala tako popularen izraz, ki ga uporabljamo? Sem bral že v 30 letih prejšnjega stoletja, se pravi nekaj let potem, ko so besedo alergija nekako lansirali, so že jamrali, da je ušla iz stroke in se začela žargonsko uporabljati za vse, kar nam ni všeč. Ja. To velja torej še danes? Še vedno, ja. Se pravi posebej tisto, če je nekaj povezano z nečem od zunaj, ne, sem alergičen na šefa, sem alergičen na slabo vreme, se pravi, neke stvari od zunaj mi niso všeč in temu rečem alergija. Seveda, je nek razumne, pa alergija dejansko je posledica odziva organizma na neke alergene, ki od zunaj pridajo, ne, ampak tukaj gre za, seveda, pri bolezni za specifične mehanizme, ne za našo percepcijo, ne, a nam je to všeč ali ne. Veliko ljudi reče, alergičen sem na hrano. Pa kaj dejansko to pomeni? Ali gre to samo za določene neprijetne občutke? Kdaj smo dejansko alergični na neko hrano? Največkrat gre za določene te neprijetne občutke. Ne? Pač prebava je ena delikatna stvar. Veliko ljudi ima bolezni prebavil. Večina bolezni prebavil se poslabša oziroma čutiš več težav, ko so prebavila aktivna, se pravi, ko jih karkoli poješ, ne, pa te začne kaj napihovati ali kaj bolet. Alergija za hrano je, rečemo temu, blazno redka. Recimo, ne, da če zelo napihnemo številko pri odraslih, da ima 2% populacije, s tem, da je večina te alergije za hrano se kaže tako, da ugrizneš jabolko, pa te usta srbijo. Vse ostale tiste resne alergijske bolezni po hrani so pa huda rariteta. Res, samo 2%, to je pa res zelo nizek odstotek. Ja, percepcija je pa druga. Ne? Ja. Sem prebral, da je približno četrtina, ameriški članek je bil, četrtina ameriških gospodinjstev prilagaja kuhanje nekomu, ki je preobčutljiv za hrano. Ne? Se pravi, ta percepcija je enormna. Ja, največkrat gre za neke bolezni prebavil, ki so povezane s hrano. Dostikrat seveda potem pa tudi za neke normalne in tolerančne reakcije po veliki količini hrane. Tipična stvar je mleko. Normalno pač je, da odrasli ljudje mleka ne morejo prebavljati, ker ni bilo predvideno, da bi odrasli ljudje mleko uživali, in zato encimov za prebavo mlečnega sladkorja z leti je čedalje manj, ni več, in če pač popiješ 2 deci mleka, ne, te potem seveda je normalno, kot če bi popil pol litra donata. Te napne, ja. Kaj pa, naprimer, ko ljudje imajo občutek, da so na neki alergični neko hrano in potem sami doma začnejo izločati živila. Koliko je to smiselno početi in kako v bistvu dokažete neko alergijo na hrano? Alergija je zelo buren imunološki proces. Se pravi, gre za imunski sistem je prepoznal beljakovine v neki hrani, kot nekaj, kar je treba napadati. In človek je alergičen recimo za nekaj, ne, alergičen za 1, 2, morda 3 stvari, ne kar vse. Ne. Torej, nekaj je in težave se pojavijo hitro po izpostavitvi, recimo znotraj 1 ure, ne, so precej burne, minajo v uri 2, 3, ne, in je ponovljivo. Ampak vedno samo pri eni vrsti hrane, ne kar pri vseh. Ne. Se pravi, in večina bolnikov, ki je alergičnih, dejansko to sami pogruntajo. Sem jedel paeljo z morskimi sadeži, pa sem čez pol ure
Ponavadi rečejo, že ko sem jedel, so me usta srbela. Potem pač v pol ura še koža srbet, ne? Potem če bruhajo, drisko dobijo nekaj blazno dramatičnega, ali pa se razvije celo anafilaksija, ne? Otečejo, krvni tlak pade, dramatična situacija. Ne? To pa recimo, če je bila taka reakcija enkrat blaga, ne, pa še niso bili prepričani, da je to, ko bo naslednjič jedel paeljo, pa se bo isto zgodilo, bo rekel, aha, to je to. A ne? Tisti, ki reče, mi vsa hrana škodi, tisti sicer ni alergičen. Ja, ja. Pri anafilaksiji, se pravi pri najhujšem alergijskem odzivu, je verjetno treba zelo hitro ukrepati. Naprimer, če smo v neki situaciji, kjer se to zgodi nekomu od naših ljudi ali pa za mizo, kjer smo zraven, kako naj ukrepamo? Če greva na tak čist nepripravljen scenarij, a ne, se pravi, prvič se je to zgodilo, nekaj se dramatičnega začelo dogajati za zdravjem, ne, bolnik oziroma tisti, ki so zraven, imajo občutek, da bo ta pa kar umrl. Prva je vzeti telefon in poklicati na 112. Se pravi, kaj drugega pravzaprav nimaš za narediti. Na srečo se te težke alergijske reakcije v več kot 99%, tudi če so zelo težke, same od sebe ugodno končajo čez nekaj časa. Ne? Če gre pa za tiste smrtne, skoraj smrtne primere, potem je pa treba imeti ta prava zdravila pri sebi, ki pa jih urgentna služba pripelje. Tako da je to pa je prva dovolj stvar. Časa pride. Sej, tukaj smo zdaj na tem, kje se je to zgodilo. Zdaj, če se je to zgodilo v centru Ljubljane, potem verjetno bo, če se je to zgodilo v Planinski koči v hribih, potem pač samo upamo na najboljše, ali pa da je kakšen zdravnik zraven, ali kakšen bolnik, ki ve za svojo alergijo, ki je težka, ki je opremljen za zdravili, za samopomoč in v bistvu s tem svojim znanjem tudi pomaga. Tudi to smo že slišali, doživeli pri naših bolnikih, da se nekaj hudega dogaja in pač bolnik povedal, na srečo je bil tam en zraven, ki je imel nekaj podobnega in je imel adrenalin pri sebi in mi ga je dal. Tako da tudi take stvari se. Kaj pa si želite, da bi ljudje vedeli o adrenalinu in njegovi uporabi? Zdaj adrenalin pač dobijo za samo uporabo, bolniki, ki so neko tako izkušnjo že imeli, torej vemo, če bo bolnik takmu alergenu ponovno izpostavljen, se bo zelo verjetno nekaj podobnega ponovilo, zato ga opremo tudi za zdravili, za samopomoč in seveda ga poučimo, kako to uporabljati. Tisto, kar en od poudarkov pouka je, da adrenalin ne bo škode naredil. Se pravi, ni treba razmišljati, a je že čas, da ga uporabim, a naj še malo počakam. Torej takrat, ko imaš občutek, da nekaj ne gre v redu, uporabi adrenalin, ker prej, ko boš stvar ustavil, začel ustavljati, lažje se bo ustavila. Škode pa ne bo, se pravi neugodne učinke adrenalina, približno tako kažejo, ko bi 2 kavi popil. Dobro, to pa smo vsi trpežni na 2 kavi. Ali je alergij več danes, kot jih je bilo pred 10-20 leti? Ali jih več prepoznate? Predvsem jih več prepoznamo. Oziroma prag za to diagnostiko se spušča. Pred 100 leti so ljudje pač umirali zaradi okužb, pa ne vem, če so vsega in so se s tem ukvarjali. Če nekdo mal kihal polet, ko je cvetelo, ko se s tem ni nihče obremenjeval. Zdaj pa želimo imeti neko absolutno odlično kakovost življenja in če zdaj kaj srbi, pa če kdaj kaj smrkamo, pa če to malo več, kot samo v kakšnem prehladu, potem pa informacije so, znanje je, začnemo to hiter iskati, tako da doskrat pač bolnik pride zaradi nečesa k zdravniku, tako in če ga zdaj aktivno vprašaš po nekih alergiji ali po nekih simptomih alergije, pri vsakem tretjem
v bistvu potem mimogrede najdeš, ne, da ima to še nek seneni nahod zraven, ali pa da so v družini svojci, ne, ki imajo alergijsko bolezen ali pa simptome. Tako da predvsem je to tisto, kar veča statistiko. Že v uvodu sem povedala, da včasih alergijski testi pokažejo alergijo, v bistvu pa mi nismo zares alergični. Kako je s tem? Ja, zdaj, testi alergije, torej so rekla, da je alergija imunski odziv, ne, proti nekim molekulam, ne, beljakovini. In imunski odziv proti tujim beljakovinam torej mora biti. Torej proti vsaki stvari, ki pride v telo, hrana, da rečem, ne, tudi, ne, če iščemo protitelesa proti hrani, generalno jih imamo vsi, ne. Precej ljudi ima tudi ta značilna alergijska protitelesa proti stvarem, ki pridejo v telo, ampak ta alergijska protitelesa so samo neko stikalo, ne. To, če imaš neko stikalo, še ne pomeni, da bo tudi luč gorela, a ne. Se mora vse sešteti. In za testi alergije v bistvu iščemo, a ima bolnik ta alergijska protitelesa in vzamemo zelo občutljive metode. In zato alergijska protitelesa velikokrat torej tudi zaznamo. Bolnik pa nima težav, zato ker je teh alergijskih protiteles zelo malo, torej testi so pozitivni, ampak ob normalni izpostavljenosti alergenov pač to stikalo ni zadosti močno, da bi aktiviralo imunski sistem. Potem mogoče bolnik ni izpostavljen temu, ne, imamo recimo, ne vem, protitelesa proti strupu, ne vem, čebele, ne, nekoga pa kol čebele ne piči, ne. To tudi nima nobenih težav. Navzkrižnost med temi alergeni velika. Recimo nekdo, ki ima alergijski rinitis zaradi preobčutljivosti za cvetni prah breze. Posebej, če bomo delali krvne teste alergije, bo imel pozitivne teste s celim kupom živil rastlinskega izvora, ki jih brez težav uživa. Zato zaradi neke podobnosti med molekulami tega alergena breze in številnih alergenov, ne vem, v sadju, v oreških. In eno pravilo alergološkega pristopa je, ne delaj testov s stvarmi, ki te ne zanimajo. Ker če boš to delal, boš kvečjemu več problemov naredil sebi in bolniku, ne, kot jih boš razrešil. Ja, to je čist res. Ja. Na kaj pa smo ljudje največkrat alergični? Večina alergije je v dihalih. Nos je najbolj problematičen organ, ne, ker zrak gre ves skozi nosa, ne, tako. Najbolj pogosto cvetni prah, te vetrocvetne rastline, brezovke spomladne, potem trave poleti, ambrozija je zelo poznana, ne, ta jesenska, ne, ki dela seneni nahod, potem alergen pršice v hišnem prahu, potem alergeni teh domačih živali, kosmatih, ne, mačke, predvsem to so te najpogostejši alergeni, relativno blage težave, ampak skoraj 40% ljudi, če jih natančno vprašaš, pa delaš teste, ne ugotoviš, da je to prisotno. Ampak večina od teh bolnikov ima blage težave in jih to niti ne moti. Potem imamo pa one nevarne, so pa piki žuželk, os čebel, tega imamo pa mogoče 3% populacije, da ima klinične težave po piku ose čebele, ki so pa lahko zelo težki, da ne rečem tudi smrtno nevarne anafilaksije. Potem imamo pač alergene hrane, daleč najpogostejši alergen hrane, sem ga že prej omenil, je jabolko. In torej, več kot pol bolnikov, ki imajo seneni nahod zaradi preobčutljivosti za cvetni prah brezovk, bojo povedali, če ugriznem v jabolko, me usta srbijo, ali pa če svež lešnik, mandel pojem, ugriznem, ne, začnejo usta srbeti. Relativno blago alergijo, ampak pogosta. Potem imamo po teh težjih alergij pri hrani, pri odraslih spet predvsem oreški, morski sadeži,
sezam, ajdova moka, ne, ki pa radi delajo pa te težke preobčutljivostne reakcije, pa ja, morski sadeži, mehkužci, to so te pogostejši. Pri otrocih je tega malo več, posebej ta preobčutljivost za kravje mleko, kurje jajce v prvem letu, drugem letu življenja, ki pa pri večini izzveni. Na srečo. Na srečo, ja. Je pa zanimivo, jaz sem bila zelo alergična na jagode, ko sem bila najstnica. Sem dobila koprivnico in tako imela sem zelo tak težek občutek v ustih, srbelo me je. Potem jih zelo dolgo nisem jedla. Jih imam pa sicer zelo rada. In ko sem jih 10 let nazaj znova poskusila, jaz te reakcije več nisem imela. Kako to, da je vmes izzvenela? Ja, zdaj jagode so ena od tistih živil, ki so, recimo temu, strupene. Dostikrat se bi mladosti slišimo tako zgodbo, ja, da če se je nekdo najedel jagod, je potem pa izpuščaje dobo. Jagode vsebujejo histamin, in histamin je tista stvar, ki srbež povzroča, in če tega veliko poješ, imaš lahko alergiji podobno simptomatiko, ki pa potem z leti mogoče manj izrazita ali pa pri manjši količini zaužitega takega sadja, ne, se ne pokaže. Po drugi strani seveda obstaja tudi prava alergija, s temi protitelesi posredovana, ne, proti jagodam, in zdaj, če dalj časa ni izpostavljenosti, lahko pač teh protiteles zmanjka. Je pa res, seveda, če se nekaj začne potem kasneje spet uživati, imunski sistem nekako, iz globokega spomina spet potegne nazaj to sposobnost tvorbe protiteles proti tistemu, kar je vmes že skoraj pozabil, in se lahko alergija povrne. Torej, podobna stvar včasih vidimo, ne, v kakšnih ribjih jedeh, ne, če ribje meso ni odlično neko shranjeno, ne, se zelo hitro neko malo pokvari, ne, se te presnovni produkti, spet so histamin in podobni, lahko povzročijo zastrupitev, ki izgleda spet zelo podobno kot alergija, ampak to ni. Ne. Ja. No, pa te jagode sem jedla v Krškem, od koder sem, in so bile blizu nuklearke, tako da mogoče tudi kaj takšnega. Šalim se, čeprav je bilo res, da sem jih jedla v Krškem. Kako pa je z alergijo na zdravila? Ta je zelo zoprna, lahko kar onemogoči en cel spekter jemanja, naprimer antibiotikov, če si alergičen naprimer na penicilin. Ta percepcija alergije posebej za penicilin je pa zelo pretirana. Približno 10% ljudi, ko jih vprašaš ali pa želiš predpisati antibiotik, ne, omenijo, da penicilina pa ne sme. Ne. In potem, ko vprašaš, zakaj pa ne, zato ker v kartoteki piše, da tam se že z dojenčkove dobe to nekje vleče, ta zapis. Ne. Zdaj, če recimo te bolnike, ki se jim to iz dojenčkove dobe vleče, potem testiramo, ugotovimo, da mogoče 1 na 500, ne, da je res alergičen. Ne. Zdaj, če ima nekdo, bom rekel, tako zgodbo, da se mu je to 3-krat zgodilo v zadnjih 3 letih, ne, takrat ugotovimo potem, da je to alergija v kakšnih 20-30%, vse ostalo pa niso. Včasih je bilo tega tudi bistveno več, ker je, ko daš majhen otrok dobil vročino, šel na urgenco, starši so pričakovali, da bo zdravnik nekaj naredil, ne, vročina je bila, to zdravnik je napisal recept za antibiotik, otroku so dali pač tisti sirup, drug dan je bil pa pikast. Pikast je bil pa zato, ker je imel ošpice. In potem je zdravnik napisal, ob penicilinu je bil pikast, torej ne, penicilina več ne dobi. Se pravi, imamo neke druge vzroke, ne, za težave, ki smo jih prepisali to, in problem pometli pod preprogo. Tisti trenutek se je zdelo fino,
Ne, ampak zdaj pa imam pa angino, kaj pa zdaj? Ne? Aha, piše, da je alergičen, tega ne bomo dali. Torej, zdaj se mi na veliko gremo taka proces odznačevanja teh lažnih alergij, tako da zdravniki, mlada generacija zdravnikov se že na fakulteti natrenirala od teh, bom rekel, zmotnih ali pa nesmotrnih prepovedih. In te bolnike, bolnik pove, sem pa zdaj z osebnega zdravnika zamenil, zdaj pa on hoče, da grem jaz na testiranje. To zdaj sem bil mi skozi so mi predpisovali neke druge antibiotike, ta moj zdravnik pa ne verjame več, pa hoče, da me vi testirate. Neko bravo, ne? No in pridemo do tega, da je ta bistveno manj. Težke alergije po zdravilih, sicer spet blazno redko, ne, so recimo pri splošni anesteziji, anestetiki, ne, te so lahko tudi smrtne, spet na srečo zelo redke. Potem občutljivost za zdravila proti bolečinam ni tako blazno redka, aspirin, podobna zdravila nekaterim naredijo ponovljivo, ne, urtikarijo, srbež, ponovadi sicer ne zelo težkih reakcij, ampak potem imajo pa te bolniki seveda problem, ko jih boli, hkrati pa strah, pa tudi izkušnje, ne, spavehate pa, kaj smem vzeti tega nekaj, s tem se precej ukvarjamo na kliniki. Takole, ko vas poslušam, se zdi, da si ljudje delamo večje skrbi okoli alergij, kot dejansko so. Kaj pa, na primer, kakšna je razlika med alergijo na neko hrano ali pa intoleranco? In ali pri intoleranci tudi je dobro, da izločimo neko živilo, ki nam povzroča težave? Zdaj, kar se tiče skrbi, ne samo bolniki, tudi zdravniki, za zdravnike, ne, je to, da bolnik reče, da je alergičen, v bistvu ponovadi sproži neko neracionalno, panično reakcijo zdravnika, ne, in nazaj stopi. Zdaj se pa jaz nič ne upam, da se ne bo kaj hudega zgodilo. Do neke mere fino, ne, da imamo rešpekt do alergije, seveda po drugi strani potem pa to lahko pripelje do kakšnih nerazumnih ukrepov ali pa do opustitve nekih ukrepov, ki bi bili smotrni. Ja. Zdaj pri alergiji je tako, ne, da so dobre reakcije ponovadi relativno burne, ne, potencialno tudi nevarne, in jih sproži zelo majhna količina alergena, ne, o mikrogramih, ne, pik žuželke, ne, 50 mikrogramov alergena, četrt zrna arašida, ne, zadosti, da umreš, če si alergičen včasih. Ne. Te intolerančni pojavi, ki so prej rekli, recimo mleko, mlečni sladkor ali pa, ne, to pa seveda sprožijo količine, ne, ki so take normalne, ne, pomeni, moraš tega veliko pojesti in ponavadi so intolerančne reakcije seveda moteče, ne, blage, torej ne gre za nekaj nevarnega, ne, gre za pač bolj neprijetne stvari. Seveda fino je, če imaš recimo laktozne intolerance ali pa zdaj, ko so te umetna sladila ali pa ko veliko sadja jemo, ne, fruktozno intoleranco, se pravi, da se nekako ugotovi, ponavadi doži pogovor z bolnikom, ne, v teh situacijah, da mu rečeš, aha, tale velika količina tega živila, ne, pa rada naredi probleme, ne, dajte dve jabolki na dan sta dosti, ne 15. Ne. Zdaj seveda tisti, ki imajo pa intoleranco na narekovajih, ne, na vse, a ne, pri tistih je pa problem ponavadi ne v tisti snovi, ne, ampak v neki drugi bolezni. Enega vica se spomnim, ne, ko je nekdo rekel, da sem se tu pritisnil, pa me je bolel, pa sem se tu pritisnil, da je bolel, pa sem pa ugotovil, da imam prst zlomen. Se pravi, ni problem v tem, da te tu in tu boli, ampak da je v hrani problem, ampak da je mogoče v bolezni prebavil problem. Ne. Treba diagnostiko iti v drugo smer, ne iskanje alergije, ampak iskanje neke organske bolezni. Kako pa lahko pomagate bolnikom, na primer, ki imajo zelo hud seneni nahod? Kaj vse imate na voljo? Ja, hud senen nahod je
terapevtsko v bistvu zelo problematična bolezen. To so bolezni imunskega odziva. Imunski sistem, smo veseli, da je imunski sistem močen, ne? In seveda, da če se imunski sistem seveda močno bori proti cvetnemu prahu, kar nam sicer ne paše, ne? Imunskega sistema ne smemo oslabiti. Če bi dali zdravila, neki imunski sistem oslabijo, potem bi nas pa okužbe povozile. Generalno pravilo je, če si nekaj alergičen, potem pač ne bodi v stiku s tistim, ni bo zdrav. Če si pač preobčutljiv za, rakce, ne boš rakcev jedel, ne boš imel nobenih težav. Cvetnemu prahu pač to ne gre, ker se mu precej težko izogniti, nekaj se da narediti, paziš, pelodno napoved, gledaš, da je več alergena, kdaj je manj, da se boš bolj noter držal, da stanovanja ne boš zračil in take stvari v času, ko je tega veliko, to je izogibanje. Potem so zdravila, ki so seveda zelo učinkovita pri blagi bolezni, bistveno manj učinkovita, če je bolezen težka. Predvsem je pomembno, da bolnik s težjo obliko razume, kako različna zdravila delujejo, da jih pravilno jemljejo. Večina bolnikov ima probleme in potem pridejo na pregled, ugotovimo, da imajo predpisana prava zdravila, ampak jih ne jemljejo ali jih pa jemljejo, v napačnem vzorcu. Zato je učinkovita. Večina bolnikov tablete bi še jedla, te tablete antihistaminika so šibke. Te zdravila dobro koristijo pri blagih oblikah, pri težjih oblikah pa bolj malo koristijo. Potem pa damo razne protivnetne sprej v nos, ki odlično deluje, če ga je kot preventivno zdravilo, če ga jemlješ v zadostni količini, ta prav čas redno, ampak ne, bolniki ga jemljajo takrat, ko je prehudo, pa enkrat šprica nos in ugotovi, da ni bilo nič boljše in potem ga nehajo jemati. Potem, ko dvakrat, trikrat to razložiš, potem, ko bolnik enkrat potem to res poskusi, pa ugotovi, da to res drži, da je treba zdravila pravilno dajati. Na tretjem mestu potem poskušamo še z cepljenjem, specifično imunoterapijo iz težke bolezni narediti majčkeno manj težjo bolezen, da jo zdravila potem lažje obvladajo. Tako da pri večini bolnikov se kar da zmanjšati. Moram pa tudi reči, da večina bolnikov ne teži k temu, da ne bi imela nič težav, ampak želi priti do tega, da je znosna. In so vsi navdušeni, da letos je pa kar dal tudi malo kaj ven iti, pa da so zdravila pomagala, pa da jih mogoče tudi ni jemal redno, ampak je vedel, da če bo pa težji, jih ima pa na zalogi, bo pa takrat vzel. Ja, to so te majhna veselja in zadovoljstva. Tako, ja. Ja, gotovo. Ali lahko karkoli naredimo, da nismo občutljivi, alergični na stvari? Veliko otrok, kot ste prej dejali, se rodi, so alergični na kravje mleko, na beljak ali rumenjak. To je kar precej, kar je nekaj dela okoli tega. Ali lahko karkoli naredimo, da bi to preprečili? Prav veliko ne, se pravi, približno polovica ljudi ima tako genetsko predispozicijo, da so nagnjeni k razvoju teh alergijskih protiteles, če je ta prava izpostavljenost, in prava izpostavljenost ponavadi je. Tako da se pa spreminja v bistvu pristop. Takrat, ko sem jaz začel s profesionalnim ukvarjanjem z alergijo, je bila ideja, če mali otrok ne bo prišel v stik z alergenom, potem se ne bo senzibiliziral in ne bo alergičen. Tukaj govorim predvsem zdaj o tem mleko, jajce, te alergeni, ki so v zgodnjem otroštvu pomembni in so pri otrocih iz teh družin, v katerih so alergijske bolezni bile, torej ta genetska predispozicija, očitno ta prava, svetovali
da naj čim kasneje se uživa ta alergogena živila, da pač ne bojo nastala pač alergijska senzibilizacija. Nekaj se je izkazalo po tem spremljanju, da so ti otroci, ki so se izogibali temu v starosti, 2-3 let, imeli več alergije kot tisti, ki so normalno jedli. Se je lepo pokazalo, da je problem v imunski toleranci. Se pravi, da moraš ta živila začeti čim prej in to na usta. Ker senzibilizacija z živili pri malih otrocih poteka preko kože ali pa preko dihal. Se pravi, pokazali so pri arašidih, v okoljih, kjer so arašidi pomembna hrana. Alergene arašida potem najdemo v zraku. Otroci potem seveda, ko začnejo nekaj jesti, vsi umazani, večina stvari grejo kožo, bolj malo skozi usta, in to je za senzibilizacijo. Medtem ko hrana, ki jo vnašamo skozi usta, ta imunski sistem v ustih, pa v prebavilih, je pa programiran, da ustvarja toleranco. Torej, tisto, kar pride v usta, je koristno, proti temu se ne smeš odzvati. In preprečuje nastanek alergijskih protiteles. Tako da so te študije pokazale, da zgodno uvajanje, posebej pri arašidih, ne močno zaščiti pred razvojem alergije za arašide. Zanimivo. Ja. Kaj bi si želeli, da bi ljudje vedeli o alergijah? Da Google ni ta prva pa ta najbolj koristna ali pa sploh koristna stvar, ki bi rešila problem, ampak da če začneš tam iskati informacije, boš zelo verjetno najprej dobil dezinformacije, grozljive informacije, neka navodila, ki ponavadi, peljejo stran od rešitve problema. Tako da, če imaš občutek, da ti nekaj od zunaj škodi, najprej povprašaj osebnega zdravnika, kaj si o tem misli. Kadar je sum alergije, prej sva rekla, ena stvar škodi, burna simptomatika, hiter po izpostavljenosti, gremo v smer alergološke diagnostike. Kadar gre za neke težave, kar povsem, neke nespecifične težave s prebavili, težava s kožo, dajmo najprej vprašati, če rabimo specialista, recimo specialista za prebavila, specialista za kožo, kaj bi to bilo, ker je alergija eden redkejših razlogov, ki delajo težave v prebavilih in ki delajo težave s kožo. Najlepša hvala. Hvala Vse dobro vam želim. Hvala tudi vam, da ste bili z nama. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.